Današnja tema, o kateri bi se rad danes jaz pogovoril, verjetno sam s seboj, pa mene tukaj še Jerneja posluša, je v tem, kako spremeniti pristop k prodaji po telefonu, da danes sploh še lahko preživi, ne. Pravzaprav vsi, ki se s tem ukvarjate, se zavedate, da tukaj so neke bistvene spremembe nastale v odzivnosti. Mene pa en konkreten dogodek, katerega se bomo dotaknili, spomnil na to temo in sem rekel, o tem želim spregovoriti na webinarju, čeprav zdaj nisem bil prisoten neke 2-3 mesece kot govorec. Za začetek bi morda povedal to, da sem velikokrat gledal tole slikco na LinkedInu, kjer so jo ljudje interpretirali vsak po svoje. Jaz moram reči, da sem izvoren članek bral o tem diagramu, kako se prodajni model spreminja. Ta članek je bil v Forbesu, ne. In ta članek je predvsem govoril o tem, da danes se je pojavil angažiran kupec ali pa self-directed buyer, kot so rekli, in ta angažiran kupec, ko ima neko potrebo po nečem, ko je stimuliran, želi se izobraziti, želi sam pridobiti informacije o problemu, ki ga rešuje, o rešitvah, ki so mu na voljo, o ponudnikih. Skratka, ta kupec išče vsebino, želi razpravljati o tej vsebini skozi socialna omrežja in se posledično izobraževati in jasno angažirati oziroma na nek način vzpostaviti neko empatijo do ponudnika, ki mu je všeč. Ta slika govori predvsem o tem, da danes so minili časi, ko bi mi z tako imenovanim interruption marketingom nekoga zmotili in rekli, mi imamo nekaj zate, te zanima, bo prišel naš predstavnik k vam v podjetje in vam bo nekaj prikazal ali pa poskušati celo ta posel zapreti po telefonu. Ti časi so več ali manj minili. Hladni klic ima statistično gledano bistveno manjši uspeh, kot ga je imel leta nazaj, ne. Zdaj pa, če gremo malo k bistvu, ne. Jaz pravim, da so mokre sanje vsakega prodajalca to, da ima insight v potencialno stranko, da ve, kaj stranka potrebuje, kaj jo zanima, kako zrela je v svoji nakupni odločitvi, pa kakšen odnos goji do nas, ne. Kakšne šanse imamo. Pravzaprav, če bi me nekdo vprašal, katere kvalitete enega trgovca v neki trgovini iščem, recimo v trgovini s pohištvom, bi dejansko rekel, da mora te 3 sposobnosti imeti, da zna razbrati, kaj stranka konkretno potrebuje, morda stranke niso vedno najbolj iskrene v pogovoru, ampak znaš opazovati, kako blizu je nakupu, in seveda, a smo ji všeč, nismo. To jaz mislim, da je tisto, kar je pravzaprav lastnost, ki jo mora imeti vsak prodajalec, je pa danes to težko delati, še posebej pa to težko delati na daljavo, ne. Zdaj, zakaj sem se jaz pravzaprav sploh odločil, da bi nekaj govoril o prodaji po telefonu, je en dogodek, ki se je zgodil pri nas v podjetju kakšnih 14 dni nazaj. Tole je Fedja, moj sodelavec. Fedja večkrat tukaj nastopa, eni ga redno poslušate. Midva s Fedjo si deliva mizo. Jaz sem na eni strani, on na drugi strani in jasno Fedja posluša moje telefone, jaz pa njegove. In najbolj me je presenetilo, Fedja, vidite, da je star, ne vem, med 30 in 35 let, ali pa 35, mogoče ne zgleda nekih, na sliki ni videti, da bi imel neke zdravstvene težave in tako naprej, da bi bil recimo malo predebel, tako kot sem jaz, da bi, ne vem, karkoli, da ne grem naprej. V nekem trenutku je dobil klic, zmotila ga je ena gospa po telefonu in mu je ponujala rentgen žil. Fedji je poskušala po telefonu ena gospa prodati rentgen žil. Jaz mislim, da ker sem za mladega, mogoče malo športnika, on sploh ne razmišlja o svojih žilah, on pravzaprav sploh ni razumel, kaj mu prodajajo. In nekdo, ki te tako preseneti, pa če si malo bolj nagle jeze, tako kot sem jaz, je prva naslednja stvar, ki jo naredim, rečem, trenutno sem na enem sestanku, me lahko čez 5 minut pokličete nazaj, ko zaključim. Ker se mi ne ljubi več enostavno razlagati nekomu, da me nekaj ne zanima in tako naprej, zaključevati nekega telefonskega razgovora, ker mi je najhitrejši način
da sem na sestanku, da me trenutno motijo, če me lahko nazaj pokliče. V tistem jaz na svojem telefonu izberem tole, kar kaže rdeča puščica, block this caller. Kadarkoli me želi nekdo iz te telefonske številke poklicati, sem jaz nedosegljiv in zaseden. Nimam nikakršne slabe vesti, pa enih takih primerov je 250. Jaz mislim, da iz časnika Finance, ki smo njihov naročnik, ampak skozi poskušajo nekim upsellom, imam jaz na svojem telefonu sigurno že 20 telefonskih številk blokiranih. Ne. Se vedno najde iz ene druge način, da me kličejo. Ne. In to se danes dogaja vsem, ki prodajate po telefonu. Nikoli ni bilo tako enostavno nekoga dati na blacklisto na svojem telefonu, kot je to danes. Pravzaprav, meni se zdi, da ni nič, ki je bistveno težje, kakor pa unsubscribati se od nekega maila. Ne? Ok, ampak če se vam to glih ne zgodi, da dobite enega takega norca, kot sem jaz, ki reče, da je na sestanku, da je treba kasneje nazaj poklicati, pa nikoli več ne moreš dobiti, ne? Se lahko pogovarjaš s stranko. Ne? In recimo, če 100 strank pokličete, bo verjetno je situacija taka, da jih bojo 3 rekli, zanima me, dajte mi poslati ponudbo, ne, se pravi, to so tisti, s katerimi ste dosegli vi svoj cilj, ne, ali pa ste morda celo že dobili naročilo. Eni so taki, ki vas bojo nahrulili, da jih ne kličete več, ne, kva jih gnavite in tako naprej, kje ste dobili telefonsko številko. Ne. In verjetno je en delež takih, ki bojo rekli, da mogoče ga stvar zanima, ampak ne zdaj ni pravi trenutek, če prodajate podjetjem, je izgovor, da je glih nek projekt, ne. Če prodajate potrošnikom, so ravno tako neki izgovori. Skratka, gre za potencialne stranke, ki izkazujejo nek interes, jih stvar zanima, ampak niso oni v nekem nakupnem modu. Ne. In zdaj, kje lahko izboljšamo, ne, ali pa kje je prostor za izboljšavo pri tovrstni prodaji, je sigurno ta, da ne kličete teh, ki rečejo, ne kličete me več, ne, da jih sploh ne kličete. Ne. Te se da vnaprej predvideti, da jih stvar ne zanima. To je prva izboljšava. Druga izboljšava je pa ta, da te, ki so rekli, sem zainteresiran, ampak nisem še dovolj zrel, da bi nekaj kupil, oziroma pravijo, da ni zdaj pravi trenutek, pokličite po novem letu, zdaj imamo totalno gužvo in podobni izgovori, da te ljudi damo v nek program ogrevanja. Ne. Zakaj? Jaz smatram, da prodaja je sestavljena tako iz 2 delov. Ne. Eno je to, da moraš ti najprej nekoga navdušiti, ne, potem moraš pa zaključiti posel, dobiti poročilo, ne, dobiti naročilo. Jaz se iskreno sprašujem, ne, ali nekdo, ki kliče po telefonu, res misli, da me lahko navduši, če me je zmotil. Ne. Telefon je taka motnja v nekem mojem delovnem procesu ali pa vsakdanjem življenju, da me zmoti v vsakem trenutku. Ne. Mogoče nas je malo mobilna telefonija še toliko razvarila, da jaz kar malo živčen ratam, če ne poznam telefonske številke, ko me nekdo kliče. Vsem dvignem, ker imam zmeren tak strah, mogoče me pa z vrtca ali pa iz šole kličejo, mogoče me pa kliče nekdo, ki sem se vabil na sestanek tja, ne, in običajno dvignem, no. Ali pa pokličem tudi nazaj na slepo številko, ampak se ne počutim dobro. Ne. Jaz mislim, da internet nam je naredil to, da imamo toliko ene izbire, da že sami, brez da nas kdo gnavi, znamo zaplavati in naša pozornost se razgubi. Ne. Kadar nas nekdo pa nazaj kliče, ne, je pa to v bistvu še toliko bolj smatrano kot motnja. Ne. Včasih to ni bilo na tak način. Ne. Drugo vprašanje, ki pa imamo, ne, pri tem telefonski prodaji, pa kdo je vesel tvojega klica. Jaz mislim, da tudi taki so. Ne. Jaz moram reči, da osebno ne pokličem velikrat naših potencialnih strank, ampak tiste, ki jih pokličem, ne, imam občutek, da so veseli mojega klica. Ne. To pa zaradi tega, ker smo zgradili nek odnos skozi digitalne kanale, skozi toliko in toliko enih webinarjev, blogov in tako naprej, neke izmenjave vsebin, ki mi želimo, da bi bile koristne za nekoga, oziroma če jih prepozna kot takega, lahko da je tudi naša potencialna stranka in taki ljudje vejo, s kom govorijo, čeprav se morda nikoli nismo srečali. Ne. In za uspešno telefonsko
prodajo, jaz mislim, da je potrebno navdušiti nekje drugje, po telefonu bo še težko, je pa telefon morda primeren, da nekoga pripraviš k zaključevanju ali pa celo zaključuješ. V našem primeru bi bilo to zaključevanje, da se z nekom po telefonu dogovorim, da pride na nek naš seminar v Mons. Zdaj, to bom uspel samo pri pogoju, da je ta, ki ga kličem, ve, kdo sem jaz, ve, kaj ponujam in da je potencialno celo vesel mojega klica. Zdaj, kako se tega lotimo? Za začetek je treba vedeti, kdo je tvoja ciljna skupina, kakšen problem rešuješ tej ciljni skupini, pa zakaj ravno ti in s tvojim produktom, s čim jo znaš prepričati. Mogoče treba razmišljati tudi, če prodajate recimo podjetjem, ali obstaja tukaj več ciljnih podskupin. Recimo, če ste ponudniki poslovnih rešitev, sigurno z enimi besedami in enimi koristmi nagovarjate poslovodstvo, uprave, direktorja, recimo čist drugimi morda finančnika, čist tretjimi mogoče nek IT, oziroma direktorja IT-ja. Vsak od njih želi, da bi se navdušil slišati neke druge stvari, čeprav na nek način prodajamo isto poslovno rešitev. Zdaj, govorimo o tako imenovanih buyer personah. Se pravi, o teh ljudeh, ki so odločevalci ali pa deležniki v nakupnem procesu pri sebi. Na te želimo vplivati pri svojem navduševanju. Poudaril bi, da tudi morda mogoče pri tem B2C, če prodajate potrošnikom, počitnice so taka stvar, ali pa trajne dobrine, ali pa avto. Prodajalci avtomobilov točno vejo, da ko pride moški v salon, mu kažejo ene stvari, se pogovarjajo o konjih, o servisih in tako naprej. Ko pa ta moški svojo ženo pripelje s seboj, pa prodajalec pokaže, koliko ima prostora pri sovoznikovem, v predalčku pri sovoznikovem sedežu, da ima morda lučko v tisti zaščiti za sonce in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da v nekem fizičnem svetu smo te veščine osvojili, v tem digitalnem nagovarjanju, ki mora biti neka predhodnica telefonskega klica, tukaj imamo pa še malo težave. Zdaj, kaj ta slajd kaže, to je landing page od našega planerja za vse razvojne stopnje odnosa strank, to je en tak delovni zvezek, ki vam zastavlja vprašanja in prva serija vprašanj je ravno v tem, kako definirati svojo ciljno skupino, opredeliti se, kdo ni tvoja ciljna skupina, kakšne probleme rešuješ, skratka vse to, kar sem povedal. To si podownloadajte, pa boste mogoče lažje na neke stvari si odgovorili ali pa mogoče malo več sistematike v to vnesli, kar že tako zdaj počnete. V nadaljevanju bi pa povedal še to, kako navdušujem. Tukaj tudi vidim morda eno tako napako, Fedja zelo rad o tem govori, kako nas ponudniki, ki nam poskušajo ali pa poskušate nekaj prodati, zgubite. Nekako nakupovalen proces, ne glede na to, ali smo mi kupujemo kot potrošniki ali kupujemo kot podjetje, gre vedno tako, da po nekem stimulusu, da se zavemo, da imamo neko težavo morda, želimo najprej razumeti to svojo težavo, okvire svoje težave. Smo v neki fazi izobraževanja. Hočemo razumeti vzroke svojega problema, ki ga želimo rešiti, vplive in tako naprej. Ko smo enkrat prepričani, da mi svoj problem dobro razumemo, šele takrat se počutimo suverene pri razumevanju možnih rešitev in ugotavljamo ustreznost te svoje rešitve. In eden od parametrov ustreznosti je tudi to, ali nam je rešitev, ki nam je všeč, za katero mislimo, da nam lahko pomaga, dosegljiva. In šele takrat se pravzaprav pojavi potreba po tem, da stopimo v stik z ponudnikom, ki to nam ponuja. In pravzaprav šele takrat je tisti moment, ko bo nekdo vašega klica vesel. Če ni tega navduševanja skozi razumevanje, kaj je moja težava, kako jo lahko rešim, če tega navduševanja ni imel, tako kot Fedja ni imel potrebe po tem, da bi šel slikati svoje žile, morda je rabil kakšna
kakšno ozaveščanje, zakaj je to dobro, kakšnim tveganjem je izpostavljen pri svojih letih, pri svojih navadah in tako naprej, bi morda drugače odreagiral. Skratka, hočemo kot prodajalci običajno preskočiti en kup enih stvari in to je eden od razlogov neuspeha. Zdaj, če pa jaz nekoga dobim v ta film, da ga navdušujem, kako prepoznam, kdo so potencialno navdušene stranke? Jaz pravim, da sta dva ključna kriterija ali pa dva taka dejavnika, ki to pokažeta. Eno je, da ti potencialna stranka jasno kaže preference po produktu, drugo je pa, da razmišlja o nakupu. Zdaj, jasno kaže preference po produktu nekdo, ki ga vidite v svoji trgovini fizični. Recimo, spet se predstavljamo trgovino s pohištvom. Če nekdo v trgovini s pohištvom gleda vzmetence, valjda ne boste temu človeku ponujali kuhinje, ampak veste, kje je on. In če razmišlja o nakupu, kako boste to prepoznali, je zanimalo, ga bojo neki pogoji nakupa, gledal bo, ali obstaja na obroke, primerjal bo cene in tako naprej. In zdaj, če pa mi to delamo skozi digitalne kanale, moramo pa te digitalne sledi znati spremljati. To pa pomeni, da moramo s tehnologijo, ki je danes na voljo v okviru marketinških informacijskih sistemov, znati na nek način vse te korake, ki jih nekdo naredi skozi naše vsebine, zbirati. Ob nekih interakcijah ali pa v zamenjavi za neko koristno vsebino, recimo en primer take koristne vsebine v našem poslu je ta webinar, vsakdo od vas se je mogel prijaviti in je verjetno nam mogel dati na 3 podatke. Te podatke mi sistematično zbiramo in gradimo neko sliko o vas. Tole je en primer, kako izgleda konkretno iz marketinškega informacijskega sistema en tak activity stream enega našega uporabnika ali pa nekoga od vas, ki spremlja naše vsebine. Na osnovi teh podatkov, ki jih zbiramo, pa potem z nekimi kriteriji znamo oblikovati segment tistih, za katere mislimo, da so navdušeni nad nečem, kar je v našem prodajnem programu. Te segmente pa lahko delamo na osnovi podatkov, ki ste jih dali skozi razne forme in pa skozi tiste informacije, ki smo jih pri vas zbrali, ko ste sledili naše spletne vsebine. Mi lahko ugotovimo, kdo med vami je bil, ne vem, mi nimamo cenikov nikakršnih objavljenih, ampak lahko bi rekli, da nekdo je ali v nekem nakupnem modu, če se zelo pogosto vrača na stran z ceniki in bi lahko rekli, tak, ki je na tej strani s ceniki preživel, ne vem, skupaj več kot 15 minut in je bil vsaj 4-krat gor in je morda potem iskal neke kontakte, se kvalificira. Poljubno lahko te segmente sestavljamo tako iz podatkov, ki nam jih vi date, kot tiste, ki jih puščate kot sledi za sabo. In ko je nekdo se uvrstil v neko tako ciljno skupino, za katero mislimo, tole so pa navdušeni, te pa treba poklicati, lahko prodajalec dobi, en primer je, da takole na mail obvestilo, nek tak real-time alert, Igor, zdajle je pa dosegel nekdo te tvoje kriterije, tukajle imaš telefonsko številko, mail, firmo, kaj je on danes naredil, tega lahko pokličeš. Takole recimo dobim en kumulativen pregled vsako jutro tistih, ki so morda zreli za to, da je neka akcija. To je še en drugačen vidik zdaj tega pregleda, kjer se lahko jaz o vsaki taki osebi pozanimam, ne vem, morda na LinkedInu, morda na Googlu, ali pa pogledam v marketinški informacijski sistem, kaj vse še imamo zbranih podatkov o tej osebi. To govorimo o podatkih, preden je bil kakršenkoli fizičen stik vzpostavljen, telefonski razgovor. Ne gre za CRM sistem, gre za sistem, ki spremlja digitalne sledi, ki nam pomagajo razumeti nakupno zrelost. Tukaj imam še eno tako poročilo, da morda vidim, kdo so osebe, ki so naredile konverzijo na točno eni določeni vsebini. Ker na tak način, recimo pri meni je zelo pomembno vedeti, ali se pogovarjam z nekom, ki je prodajalec, a z nekom, ki je marketingar. Ker prodajalec druge probleme rešuje, kot jih rešuje marketingar. In temu primerno je tudi tema razgovora drugačna. Morda je Fedja mnogo boljši v razgovoru z
z marketingerji, jaz pa mogoče z prodajalci. In pol se tudi na tak način organiziramo, da rečemo, če je človek prodajalec, sem jaz lastnik lida, če je pa marketinger, je pa on. Takšnih in podobnih pravil, tudi za vaš posel se lahko naredi neomejeno. Takole bi še mogoče rekel nekaj takih poročil. Zanimajo nas segment tistih, ki so več kot 1 minuto bili prisotni v nekem dnevu in več kot 5 strani pogledali, in naredi mi nek leaderboard, se pravi eno lestvico tistih, ki so bili najbolj aktivni obiskovalci znotraj enega dne. To je mogoče en kriterij, da vidim, kako morda naša kampanja dela, koliko bomo aktivni pri svojem klicanju in podobno. Jaz lahko tudi pogledam en pregled takih, za katere so po vseh teh pravilih, ki smo jih nastavili, vroči, who's hot listo. Torej, poljubno smo spet povedali pravila segmentacije in tako naprej. No, to je fino imeti take preglede tako analitično, ampak ne predstavljam si pa enega morda telesales klicnega centra, kjer morda 5 ljudi kliče, da bojo na tak način delali. Tam ljudje morajo se s klicanjem ukvarjati, nimajo časa za pregledovanje raznih list, Excelov in tako naprej. Mi moramo, in te ljudje, ki so tam, delajo z nekim CRM sistemom običajno, ki jim nabija taske, in povezano je to z IP telefonijo. Tukaj bi zdaj pokazal en konkreten primer integracije z enim od CRM sistemov. Ne narobe razumeti, mi ne prodajamo nobenih CRM sistemov, se pa pointegriramo praktično vse. To, kar bom zdaj kazal, je Salesforce CRM na enak, povsem identičen način. Lahko naredimo, pokažemo to integracijo tudi z Microsoftovim CRM sistemom. Praktično pa ni ovir, da lahko za tistim, kar vi imate, naredimo, ampak se povežemo na zelo podoben način, nimamo pa vnaprej pripravljenih primerov, da bi vam to lahko pokazali. Torej, ne narobe razumeti, da se samo Salesforce CRM-jem povežemo, to bi rad naprej, tudi vem, da je nekaj ponudnikov, ki poslušate, pa ne bi bil kdo jezen. Z vsemi lahko delamo na povsem enak način. To, kar smo za tale webinar pripravili, je pa integracija s Salesforce CRM-jem. Torej, podatke, ki jih mi zbiramo, in to segmentacijo, ki jo delamo, kar ste videli, lahko marketinški informacijski sistem nabija akcije za klice posameznim operaterjem. In to tako izgleda, da mi enostavno rečemo, ko je nekdo dosegel pač nek tak pogoj, zdefiniramo v marketinškem informacijskem sistemu, odpri task v CRM-ju, in ta task naj bo pokliči in ta task delegirajo tistemu, ki je lead owner. Agenti v klicnem centru uporabljajo CRM, oni se dejansko se jim odpre task, da morajo, nekoga poklicati, če je to pointegrirano z IP telefonijo, se jim ob tem tudi dvigne pravzaprav telefonski klic. Skratka, vse tisto, kar tudi sicer že počnete. In CRM je takemu agentu v klicnem centru na nek način glavno orodje, ki ga uporablja pri komunikaciji s strankami. Marketinški informacijski sistem pa zgolj selekcijo dela, koga klicati, da bo verjetnost za zaključek posla ali pa pridobitev naročila, kar se da velika oziroma največja. Zdaj, jaz bi mogoče še za zaključek povedal, evolucijo telefonske prodaje vidim v enih 4 korakih. Včasih so bili vse klici na suho, se pravi to Fedja, rabiš rentgen žil. Potem ste pogruntali, da stranko presenetiti ni najbolj, pa ste začeli pošiljati maile, pa follow-up klice delati. Pa ste pa nekateri videli, da lahko s temi email marketing sistemi, ali MailChimp in podobni, lahko vidite, kdo so ljudje, ki so kakor odprli mail ali pa nekaj kliknili. Se pravi, da je bila neka akcija na tisti vaš mail in ste rekli, zdaj bomo najprej te klicali. To je super podatek, ampak vprašanje je, ali nam ta podatek pove, da je nekdo zrel za zaključevanje posla, ali se je navdušil. In tukaj jaz mislim, da pride zdaj ta 4. stopnja evolucije telesalesa, ki ga pač jasno jaz poskušam tudi z tem webinarjem promovirati, to, da je treba stranke kontinuirano
obravnavati, pošiljati jim redno newslettere, biti aktiven social media, tudi nekaj oglaševanja in spremljati je treba customer journey, se pravi to interakcijo, ki jo ima stranka z vami, da vi veste, kako daleč je, kaj si želi in takrat, ko se naberejo tisti pogoji, da stopite z njimi v stik. Zdaj, ne vem, nekateri veste, kaj je customer journey, nekateri ne veste. Jaz bi rekel tukaj, da preden mi dobimo naročilo, moramo dobiti eno ponudbo. Da lahko naredimo ponudbo, rabimo nek predlog rešitve za podjetje sestaviti. Da bi to lahko naredili, je bila neka taka svetovalna delavnica 1 na 1, se pravi v podjetju za predstavniki ekipe, v marketingu in v prodaji. Predtem smo verjetno imeli nek 1 na 1 sestanek, kaj je ključni izziv, ki ga želimo rešiti. No, predtem je bila pa neka udeležba na našem seminarju v Monsu o inbound marketingu, tak seminar, kot ga imamo zdaj v torek. In pravzaprav to je cilj naših marketinških prizadevanj, da se nekdo udeleži takega sestanka, takega seminarja. Pravzaprav vse naše izobraževanje, deljenje koristnih izsvetov in tako naprej je usmerjeno k temu, da ljudje, ki dobivajo naše newslettere ali pa ki dobivate naše newslettere, vsak četrtek z blogom, dobivate vabila na webinar vsak ponedeljek, torek, da v nekem trenutku, potem, ko ste se morda ogledali nekaj takih webinarjev, rečete, grem pa enkrat tudi v Mons na seminar, ki ga imajo. Mi približno pol leta rabimo, da pridemo do tega in pol približno še 1 leto, da polovica tistih, ki so bili na tem seminarju v Monsu, postanejo tudi na nek način naše stranke, da pridemo do 1 na 1 sestanka pri njih v podjetjih, vseh tistih delavnic, ki so potrebne, da mi sploh lahko oblikujemo eno rešitev, za katero damo ponudbo. Zdaj, torej, mi vodimo po eni taki krivulji, vsakega od vas skozi eno fazo zavedanja, izobraževanja, navduševanja, kakorkoli to pač poimenujemo, skozi ta customer journey. Najbolj boste videli primer, kako to deluje, če boste downloadali manifest, to je ta hitri vodič o tem, kako tržiti, ko marketing ne deluje več. In boste videli, kako ste praktično obravnavani pol v nadaljevanju. To je prvi stik, ker ko boste podownloadali ta dokument, vas bo čez nekaj časa Igor Pavletič vprašal o tem, kako vam je bilo kaj všeč, če bi rabili, če lahko karkoli izboljšamo. In to je prvi moj poizkus, da pridem v osebno komunikacijo z vami po mailu. Saj veste, da to jaz sam nisem, ampak da to vam en avtomat pošlje. To je pravzaprav namen marketinških informacijskih sistemov. Druga priložnost za nas stik oseben 1 na 1 po telefonu, ne po telefonu, ampak po mailu, je to, ko se vam zahvalimo za webinarje. Običajno je 30% ljudi v tistem mailu nekaj odgovori, in stopimo v neko korespondenco. No, in v bistvu šele tiste, ki mislimo, da ste dosti blizu tega, da bi se kvalificirali kot za nas zanimivi, tiste pa morda osebno tudi vabimo na seminar v Monsu, nekateri tudi po telefonu. To so 3 take priložnosti, kako poskušamo stopiti v stik s stranko. Jaz sem prepričan, da če tega ne bi počeli, ampak bi prodajali izključno po telefonu, tako da presenečamo, jaz lahko pokličemo en Merkur, pa rečem dober dan, lahko dobim nekoga z marketinga, pa začnem. Imam najmanjše šanse, da dobim udeležbo na seminaru Monsu. Na tak način traja sicer pol leta, ampak sem bil zelo neinvaziven, prijazen, so rekli, koliko se trudijo, koristni so in tako naprej. To je pristop, torej, ki ga bi svetoval tudi, če prodajate jogije po telefonu ali pa rentgenski pregled žil. Mogoče še to, nekaj o scoringu in gradingu, tukaj dejansko jaz zdaj zaključujem. Potencialna stranka, vrednost potencialne stranke ali pa lead, kakorkoli hočemo reči. Mi zbiramo v tej interakciji, ko nas vi spremljate, dve informacije za nas, ki sta pomembne. Eno je, a smo mi za vas zanimivi. A imamo mi nekaj, kar vidimo, da vas zanima, ali rešujemo probleme, s katerimi se vi poistovetite. Torej, ali obstaja interes na vaši strani, da bi z nami sodelovali. Nekih 1300 ljudi, po moji oceni, ta trenutek takih, ki nas redno spremlja. Da bomo mi naredili
lahko nek posel, moramo ugotoviti, a ste vi band, a imate budget, a ste authority, a imate need, ali pa cilje, ki jih želite rešiti, ali pa nek projekt, pa kakšen je vaš time frame. Mi moramo do tega priti, ne moramo priti pa do teh podatkov, brez da si damo roke in se enkrat spoznamo, fizično srečamo. Ampak to je ena stvar, ki jo na koncu ugotavljamo. Druga stvar, ki jo pa ugotavljamo, je pa to, ali vi ustrezate nam, a ste vi tak profil kupca, ki ga mi lahko oskrbimo. To je pa great. A mi lahko v resnici zadovoljimo vaše potrebe, vas zanima, nas pa zanima, si jih vi lahko privoščite, ali pa a mi znamo pravzaprav to narediti zadosti dobro. In če bi jaz ta svoje razmišljanja tako dal en diagram, mi smo interesantni za vas, zdaj pa vi ste pa tudi zainteresirani za nas, in če se to oboje poklopi, je relativno velika verjetnost, da boste rekli, pa pridite na en sestanek, bomo pogledali, če bi res bil en nek izziv v našem podjetju, ki ga vi lahko rešujete. Vsak, ki se ne kvalificira, da je zanimiv tudi za nas kot ponudnika, pravzaprav je našemu prodajalcu izguba časa. In je kup podjetij, za katere se mi želimo delati, ampak niso izkazali najmanjšega interesa za nas, kakršenkoli napor, da bi poskušali z telefonskimi klici ali pa na kak drug način priti v fizičen stik, je tudi relativno brezupen in zaman, preveč vržena energija. Torej, ko se ukvarjamo s tem, kako imeti čim večji izplen pri zaključevanju telefonskih klicev, nam je bistvenega pomena, da se osredotočamo na tiste potencialne stranke, ki imajo velik lead score, se pravi, je bilo izkazanega veliko interesa za nas, obenem pa so kvalificirani kot great, kot tip stranke, ali pa buyer persona, ki jo mi lahko zadovoljimo. Evo, tokle je bilo tistega rednega programa za danes, mogoče malo dlje, kakor sem načrtoval, sem pa vmes dobil še nekaj vprašanj, na katere bom poskušal odgovoriti. Eno je, kaj pa če prodajaš eko zelenjavo z dostavo na dom? Kje je tu lahko vsebina, ki nekoga navdušuje, in kako spremljaš njegove nakupne namere? Eko zelenjavo na dom, nakupne namere spremljaš takrat, ko vidiš, da nekdo gleda, koliko te zabojčki vaši ali pa košarice stanejo, kako jih lahko konfiguriraš, kako izgleda naročanje, in tako naprej. To je en del. Kaj pa vsebina, ki nekoga navdušuje? Torej, če mi dva ponudnika ponujata eko zelenjavo, me bo navduševal tisti, mene osebno, ki mi bo morda za tisto, kar ima trenutno sezonske zelenjave in sadja, v ponudbi, če mi bo za tisto ponujal, ne samo tole imam v ponudbi, pa taka je cena, ampak tole so morda pa recepti, kako si narediš, novo juho, eno novo zelenjavno jed, eno novo sadno kupo. Skratka, kako lahko to uporabim, se pravi, peljal me bo k nekemu končnemu cilju, to bo dodana vrednost. Torej, jaz bi na tak način poizkušal. Saj mogoče so to primerčki, ki jih lahko tudi malo vidimo, ko Lidl hoče eno akcijsko svinjino prodajati, one dva kuharjega serijata pa recepte objavijo in to jim naredi rezultat. Tako da na hitro je to nek odgovor. Skratka, tudi če zelenjavo na dom prodajaš, lahko si drugačen od tistega, ki ima samo cenik gor. Pa imam drugo vprašanje, kako obravnavaš nekoga, ki ti je zavrnil po telefonu, ga še vedno greješ? Ali tak način bistveno zmanjša aktivnosti na telefonu in povečuje aktivnosti v marketingu? Ja, seveda. Zdaj tako, nekoga, ki te je zavrnil po telefonu, odvisno, kako ostro te je zavrnil. Če te je zavrnil tako, da te bo prijavil na tržno inšpekcijo, kako ga vznemirjaš, takega jaz ne bi več klical. Zelo verjetno ta tudi ni najbolj razpoložen, da boste karkoli mu prodali. Če gre pa na ta drugi del vprašanja, tak način, kot ga promoviram, bistveno zmanjša aktivnosti na telefonu.
tukaj bi rekel, da ne, samo v enem začetnem obdobju mora marketing zelo veliko več narediti. Zdaj ste v enem takem zaostanku. Se pravi, vi boste ravno tako imeli za opraviti morda enako število klicev, ampak vaše tarče bojo bolj definirane. Vedeli boste, koga prej klicati, ne. Tako da s tem upravičujem aktivnosti, ki jih mora marketing narediti, da bo telesales lahko uspešen. Potem še eno vprašanje, ali je stik po mailu enakovreden telefonskemu razgovoru. Ja, mislim, jaz eno tako pravilo tule svojim sodelavcem v podjetju skozi pravim. Če je nekdo pripravljen s tabo govoriti po telefonu, ne piši mu mailov, ne, ampak če se je nekdo pripravljen s tabo osebno dobiti, usedi se v avto pa pojdi tja, ne pogovarjaj se po telefonu z njim, ne, in tako naprej, ne. Če se je nekdo pripravljen s tabo dobiti v nekem neformalnem okolju, ne sili na sestanek v podjetje. Skratka, ja, so stiki različno vredni, mail sigurno ni enakovreden telefonskemu razgovoru, ampak po mailu mnogo hitreje pride lahko do korespondence kot po telefonu, ne. Pa druga stvar, ki je, pri mailu jaz sam odrejam svoj čas, ko bom nekomu nekaj odgovoril. Torej, že zaradi tega je prodajalec pol manj vsiljiv. Kaj bi svetovali podjetju, ki je hotelo fejdi žile slikati? Mogel bi pogledati točno, kaj je to za eno podjetje, ne. Če z lead gradeom pride, da je za nas primerno, bi rekel, da najboljše, kar bi bilo, je, da začne nas spremljati, pa da pride v nekem trenutku do našega seminarja v Mons. Pol bi pa v bistvu tudi sami oni prišli do ideje, kaj narediti, ne. Ampak v osnovi je tako, žile slikati, to je diagnosticirati, ali imaš aterosklerotične poškodbe žil, ne. To pomeni, ali je pri tebi povečano tveganje za kakšen srčni infarkt, recimo, ne, ali pa morda kakšne druge žilne bolezni. Najmanj, kar je, segmentacijo bi delal na način, da zadanem ljudi, ki imajo potencial za to nekaj večji, a ne. Se pravi, da bi ugotovil morda ciljno skupino, ki je bolj dovzetna za to. Ne vem, če bi klical 30-letnike, poskušal bi v nekem demand generation akciji, ne, ali pa nekem lead generation akciji z morda nekim testom življenjskih navad ugotoviti, kdo potencialno so ljudje, ki imajo take probleme. Lahko, ne. Pol bi pa gradil na nekem awarenessu, ne, na problemu žilnih bolezni za današnjo družbo. Ljudem bi pravzaprav povedal, kaj so razlogi za to, da bi jih mogli skrbeti, kakšno njihovo stanje, ne, ker slikanje žil ni nič drugega kot prodaja neke diagnostike. Diagnostiko prodaje, brez da vidiš ciljni rezultat, je mit, ne. Tako da to je to. A imamo še kakšno vprašanje? Jaz mislim, da sem na vse odgovoril. Če imate kaka vprašanja, ne, še sami pošljite po mailu, mi se bomo potrudili posnetek tega webinarja vam tudi posredovati, pa če bomo pri ideji, vam odgovorimo. Drugače pa hvala lepa za vašo pozornost, upam, da ste uživali vsaj tako, kakor jaz, ko sem pripravljal tale webinar.